Med 1000 prostovoljci, ki so oblečeni v enake modre majice, jih le 48 skrbi za košarkarske reprezentance. Za britansko sta kot tako imenovana atešeja zadolžena 2 slovenska študenta. Z Britanci v hotelu spita in jesta, na razpolago sta jim 24 ur na dan. Gremo z njimi na zajtrk, če kaj nam team manager takoj pove, da zrihtamo zjutraj, potem gremo na trening, na tekme zdaj. V bistvu smo skozi z njimi. Karkoli prosijo, jim moramo zrihtati. Ni odgovora ne. Pa so zahtevni? Ni sploh problemov z njimi. Največ, kar polovica vseh prostovoljcev na Eurobasketu, usmerja obiskovalce pred tekmami. Pomagajo jim do dvorane, poiščejo jim celo pravi sedež. Okoli 200 jih pomaga medijem. V vsaki dvorani dela največ 200 prostovoljcev, v hali Tivoli okoli 150. Pri sprejemni pisarni, lahko temu rečemo, se pridejo prostovoljci registrirati, se pravi, da so prišli na svoje delovno mesto, kjer dobijo tudi kupone za hrano. Največ tujih prostovoljcev prihaja iz Litve, veliko je tudi prostovoljcev iz Španije in Belgije. Vsak dan delajo vsaj po 8 ur. It's nice. I really like the place. I like Slovenia, and the people are really great. If sometimes they don't speak English, they forget that I am the only foreigner in the group. Prijav za delo prostovoljca je bilo več kot 2500. Da bi bili izbrani za delo na Eurobasketu, so nekateri Slovenci v službi vzeli celo dopust. Ni bilo nobenih težav, ne v službi. To se dejansko jaz počnem to z veseljem. Vsi prostovoljci, ki po večini na Eurobasketu pomagajo iz veselja, pa imajo poleg hrane in pijače v Ljubljani zagotovljen brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi in vlaki po vsej Sloveniji.